Ker ta video ni namenjen komentiranju nekdanjih političnih strank, to smo pač morali, ker ljudi zanima in smo s tem dali ad acta. Gledamo na realne probleme in ne na demagogijo. Kako iz vidika državnega politika na državnem nivoju komentiraš Ptuj in kaj ni v redu in kaj in kako popraviti? Ja, jaz sem poslanec oziroma predstavnik 8 občin v državnem zboru, kar pomeni res delo z 8 župani, pa naj si gre za rdeče, črne, bele, neodvisne, ne vem kak je vse. Jaz pač pravim, ko se gre za probleme lokalnih skupnosti, da mi je vseeno, s kere strani se odpre hladilnik, važno da poln. Tako da v državni zbor nekako prenašam pobude občin, ki so. Zdaj nazadnje recimo ravno ta teden sem postavil poslansko vprašanje glede daljnovoda, ki želi nekako tudi imati traso v Halozah, pa v Markovcih, Gorišnici, tako da je bilo kar pestro in skušamo to nekaj urejati. Zelo sem se izpostavil na primeru urgentnega centra Ptuj. Tukaj bi se sicer zahvalil vsem županom Spodnjega Podravja, ki smo nekako stopili skupaj, sem pa v svojem delu seveda tudi na socialnih omrežjih zapisal kar nekaj kritik, ker mi Ptujčani ne smemo prositi Ljubljane, ampak mi moramo zahtevati. Tako. In to ne je samo, da gremo enkrat na leto mogoče v Ljubljano, ampak jaz pravim, da pravi župan mora biti pripravljen z danes na jutri iti v Ljubljano, se tudi, lahko rečem, diplomatsko rečem, stepst za svoje občanke in občane, ker vsi poznam dosti dobrih, uspešnih županov z drugih regij Slovenije, ki so v Ljubljani po 2-krat na teden in jim to predstavlja neko osnovo, kjer pač lobirajo za sredstva, projekte, za cesto, za komunalo in še vse. Tako da mislim, da je kar nekaj primerov dobre prakse. Kar se pa tiče mojega videnja Ptuja, sem si seveda želel več sodelovanja z lokalno oblastjo, več nekih pobud, sestankov, ampak že na začetku županskega mandata nekako nisem bil vabljen k županu, tako kot je bila to morda druga ptujska poslanka, pa se mogoče v to sploh ne bi rad vtikal. Sicer pa delam, kolikor me katera občina za kaj porabi in prosi in si vedno vzamem čas. Je pa sodelovanje, kar se tiče mene z lokalno oblastjo na Ptuju, precej slabo, ker moram bolj kot ne sam iskati vsebine v medijih, predvsem v Štajerskem tedniku in pa seveda kar dobim v poslanski pisarni ali pa po pošti. Ptuj si je tudi sam kriv, da je od Ljubljane prezrt zaradi slabe lokalne oblasti, je tak? Seveda, jaz pravim, da ni bi tudi za urgentni center, če sem čisto iskren v preteklosti, je ga bolj desna opcija blokirala kot leva, torej predvsem takrat SDS-ova opcija. Meni so potem v stranki tudi nekako, ali pa v medijih očitali, češ da to SDS zrušil, jaz sem pa takrat seveda jasno povedal tudi na stranki in vsem članom poslanske skupine SDS, da jaz sem prvo Ptujčan, potem pa sem član stranke. Mogoče kdo to kdaj zameri, ampak jaz pravim, imamo volilne okraje tudi zato, da bi poskrbeli za enakomeren razvoj države in treba se za dom seveda postaviti, pa če ti je všeč ali ne. Bi pa si v prihodnje želel, da bi tudi več Ptujčanov, predvsem Ptujčanov v Ljubljani, vzelo neko aktivno vlogo na Ptuju, čeprav se mi zdi, da neki eliti, ki vlada v ozadju na Ptuju, to ne ustreza in jim paše, da se še danes pogovarjajo, če si za Senčarja ali Čelana. Zdaj pa še dve vprašanje, taki, ki bodo, upamo, da bo stali viralni.